Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je drugi polčas derbija tretjega kroga v tretji slovenski nogometni ligi. Vzhod, domača Rogaška, goste iz Cirkulan. Gre za spopad ekip, ki sta vsaj zaenkrat pri samem vrhu lestvice. Cirkulan je trenutno na prvem mestu, a res je, da je na drugi strani Rogaška, ki je v prejšnjem krogu izgubila s 3-2 proti Dravinji. Favorit na tem obračunu, dejansko glavni favorit tudi za naslov. V prvem polčasu so to vlogo favorita, vsaj kar se tiče igre v polju, dokazali, a rezultat še vedno začetnih 0-0, s katerim so zagotovo bolj zadovoljni pri Cirkulanah, ki bi zagotovo ta rezultat tudi podpisali že pred začetkom obračuna. Izpostavimo lahko lepo priložnost domačih v 18. minuti, ko se je z dvema izjemnima obrambama izkazal vratar gostov Zajec. Na drugi strani pa Cirkulane pred vrati Rogaške niso uspele sestaviti kakšne nevarnejše akcije, kakšne nevarnejše situacije za zadetek. Bomo videli, ali lahko Cirkulane v tem drugem polčasu nekako dvignejo svoj nivo igre. Anđelić. Zaenkrat vse izgleda tako, kjer smo končali, se tudi nadaljuje, se pravi v posesti prevladujejo domači, ki so željni zadetka. Anđelić proti Rokavcu. Seveda, da še enkrat predstavimo tudi sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Damjan Novarlič, njegova pomočnika Aljaž Holcman in Tomaž Marin, delegat tekme pa je Jožef Klinc. Rogaška ta obračun odigra v svojih tradicionalnih belo-črnih barvah, na drugi strani pa Cirkulane v oranžno-sivem športnem dresu. Cimerman mirno je situacijo razrešil Ptiček, Jurkić proti Zdovcu, toda do žoge je prišel Pavlović, ki z lepo diagonalno podajo v ognjem pošilja Reška, Rešek s predložkom pred vrata. Zdovc, vmešal se je eden izmed branilcev gostov in izbil žogo v out. Postave za ta drugi polčas ostajajo nespremenjene. Pri domačih v vratih Wunderl, v obrambi Rešek, Ptiček, Jurkić in Zdovc, v vezni vrsti Šmigoc, Anđelić, Rokavec in Pavlović, v napadu pa Kmetić in Golob. Sedaj vidimo tudi nekaj pirotehničnega vložka strani domačih navijačev, ki, kot že rečeno, svoje ljubljence spremljajo na vseh obračunih, tako doma kot tudi v gosteh. Teče 50. minuta tega obračuna, prekršek nad Kmetićem. Pri gostih pa v vratih Zajec, v obrambi Zazić, Toplak in Kajzer, v vezni vrsti Uroš Cesar, Lipavšek, Bojnec in Majcen, v napadu pa Blaž, Cesar, Cimerman in pa Krajnc. To je zgolj na papirju, videli pa smo, da v prvem polčasu smo videli, da tako Uroš Cesar kot Majcen prihajata nazaj v obrambo, po večini stojita veliko bliže svojim vratom kot pa nasprotnikovim, vsaj zaenkrat je tako. Bomo videli, ali lahko v 50. minuti domači prvič nevarneje zapretijo tudi v prvem polčasu, oziroma v drugem polčasu. Nevarno je bilo, vendarle
Na koncu žoga ni zadela cilja, ki ga je iskal Anđelić. Na klopi pri Rogaški na svojo priložnost čakajo Majer, Marciuš, Čerdić, Romih, Turnšek, Kodelić in pa Ferčec. Pri Cirkulanah pa na klopi Kokol, Belšak, Živić, Travnikar, Pal, Orlač in pa Sitar. Previsoka podaja je bila to za Šmigoca. Prva zamenjava na tem obračunu, iz igre odhaja kapetan gostov. Matej Krajnc, v igro pa je prišel številko 9 Žan Belšak. Cesar visoko pritiska na domačega vratarja. Seveda pri gostih zagotovo čutijo nekaj utrujenosti, kajti skozi celoten prvi polčas in tudi v uvodu v tem drugem po večini čakajo na nasprotnika oziroma se branijo in jasno, težko je vedno znova loviti nasprotnika, nekako v non-stop biti za petami. Blaž Cesar. Anđelić. Je pritisnil Belšak. To bo rumeni karton za gostujočega napadalca, prijel ga je številko 19 Cimerman. Žan Belšak dejansko domači nogometaš oziroma nogometaš iz domače nogometne šole pri Cirkulanah. Cimerman je želel s predložkom zapustiti enega izmed svojih soigralcev na koncu bloku Ptiček in to bo prvi udarec iz kota za Cirkulane v tem drugem polčasu. Na izvedbo je odšel številko 2 Blaž Cesar. Blaž Cesar proti drugi vratnici, najvišji v skoku je bil Cimerman, priložnost za goste, vendarle na koncu Wunder do žoge, nevarno je bilo pred domačimi vrati, prvič na tem obračunu lahko rečemo, da so tudi Haložani pokazali, da lahko zapretijo domača vrata. Hiter odgovor so iskali pri Rogaški, a še en neuspešen poizkus nogometašev v belo-črnem. Lahko slišimo tudi gostujoče navijače, ki so prišli v lepem številu spodbujati svoje moštvo. Majcen
Majcen na koncu s prekrškom ustavlja Šmigoca. Preigranju je bil Kmetič in oster prekršek. Kajzerja, ki je prijel rumeni karton za ta oster štart. Znova se na izvedbo tega prostega strela pripravlja Anđelić. Izid še zaenkrat začetnih 0-0, v tem drugem polčasu Rogaška ne prevladuje v takšni meri, kot so v prvem delu. Anđelić na drugo vratnico, znova previsoka podaja za nogometaše domače zasedbe in gol out za Zajca. Cirkulane so s člansko ekipo po daljši prekinitvi delovanja nekako od sezone 2001 ponovno začele z nastopanjem pod okriljem MNZ Ptuj. Prvič pa so nastopili v Superligi Ptuj v sezoni 2014-2015, v zadnjih 5 sezonah pa so v Superligi Ptuj kar 3-krat osvojili naslov prvaka in enkrat bili na drugem mestu. 2015-2016 so napredovanje v tretjo slovensko nogometno ligo zavrnili, v sezoni 2017-2018 pa so v dodatnih kvalifikacijah za preboj med tretje ligaško konkurenco izgubili proti ekipi Šmartnega. Rešek med tem iz avta vrača Jurkiću, ta do Ptička. Ptiček z visoko podajo proti Zdovcu, na pravem mestu gostujoči branilec. Veliko prostora ima Šmigoc. Odkriva se Kmetič. Izbija Kajzer. Menjava pri domačih iz igre odhaja številko 11 Tim Golob. V igro pa prihaja številko 22 Rok Romih. Oziroma, če se ne motim, v igro je prišel številko 21 Turnšek in še ena zamenjava v igro tudi številko 77 Marcijuš. Ki je na tem levem vingerskem položaju zamenjal Šmigoca. To bo še en prosti strel. Za domače, znova na izvedbi Anđelić. Anđelić tokrat nekoliko bolje. Priložnost za domače, vendar ne na koncu v prepovedanem položaju in žoga dejansko drugič ali tretjič že v mreži Cirkulan, a še enkrat več je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega
položaja. Domači zahtevajo najstrožjo kazen. Skupil je številko 14 Kmetič. Bomo videli, kakšno odločitev bo na koncu sprejel glavni sodnik Damjan Novarlič. Nespretno je v kazenskem prostoru posredoval eden izmed gostujočih nogometašev. Vidimo tudi nekaj krvavih pri gostujočem oziroma pri domačem nogometašu. Tu se kaže, odločitev glavnega sodnika ostaja nespremenjena. Do žoge gostujoči nogometaši. Videli, ali bo to odžgalo domače. Še ena zamenjava, pa se ob robu igrišča pripravlja pri Cirkulanah. Kajzer vrača Toplaku, ta na levo proti Zaziču. Bojnec, znova do Kajzerja. Obrobo igrišča pri Cirkulanah, če sem prav videl. Na vstopu v igro čaka številko 16 Robert Travnikar. Iz igre pa številko 20 Kajzer. Tako je v igro pa številko 16 Robert Travnikar. To je zagotovo pametna zamenjava gostujočega stratega. Kajzer je že imel rumeni karton in glede na to, da Rogaška že skozi celoten obračun pritiska, išče zadetek za vodstvo, bi se kaj lahko zgodilo, da bi Kajzer bil primoran storiti še kakšen ostrejši prekršek in posledično bi prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Vidimo pa, da tudi pri Rogaški iz minute v minuto nekako popušča zbranost. Igro se vrača številko 14 Kmetič po prijetem udarcu, vendarle brez večjih težav za domačega napadalca. V lanski sezoni, ki so domači nogometaši odigrali pod okriljem seveda Nogometne zveze Slovenije, ampak v drugi ligi je bil najboljši strelec ekipe Filip Javk, ki je dosegel 6 zadetkov, podatek s katerim pa se pri Rogaški ne morejo ravno pohvaliti, je ta, da so v drugem krogu doživeli najvišji poraz v ligi, 6-0 so izgubili proti Krškemu, največ rumenih kartonov je prejel poškodovani kapetan Aleš Grošič, kar 8 na njihovih obračunih pa se je zbralo 4080 gledalcev, kar jih je uvrščalo na 12. mesto, od tega se jih je 1680 zbralo na domačih in pa 2400 na gostujočih obračunih. Če pa pogledamo statistiko iz letošnje sezone,
Po dveh odigranih krogih trenutno sta najboljša strelca ekipe Stefan Anđelić in Tim Golob, oba sta se podpisala pod 2 zadetka, medtem pa nespretnost v obrambi domačih in rumeni karton je prejel Ptiček. Po dolgem času pa prosti strel za Cirkulane iz neugodnega položaja. Bomo videli, ali lahko nevarneje zapretijo gostujoči nogometaši. Cesar proti drugi vratnici, vendarle brez prave nevarnosti za vratarja Wunderla. Kot že rečeno, v tej sezoni pri Rogaški najboljša strelca ekipe Stefan Anđelić in Tim Golob, oba sta se podpisala pod 2 zadetka, z enima jima sledi Andrej Pavlović, do sedaj pa so pri Rogaški prijeli 3 rumene kartone, to so bili Kmetič, Ptiček in pa Rok Romih, ki je v prvem krogu proti Dobrovcam prijel tudi rdeč karton. Največ minut so do sedaj na igrišču, seveda to so vsi statistični podatki, ki smo jih beležili pred začetkom tega tretjega kroga. Največ minut so na igrišču preživeli Jurkič, Ptiček, Rešek in pa Wunderl, na svojem računu so jih zbrali 180, torej so dejansko na obeh tekmah igrali vseh 90 minut. Z velike razdalje se je odločil za strel, napaka gostujočega vratarja in 1-0. Napaka tokrat gostujočega vratarja Zajca in Rogaška je prišla do vodstva z 1-0 z udarcem iz prostega strela. Se je zadetkom izkazal številko 10 Anđelić in svoje moštvo, lahko rečemo, zasluženo povedel v vodstvo. Bomo videli, kakšen odgovor pa nam, oziroma kakšen odgovor dejansko na ta boleč udarec pripravljajo Cirkulane. Seveda sedaj bodo morali stopiti nekoliko više in iskati izenačenje. Sedaj pa domači nogometaši jasno ne bodo več hiteli v napad, imajo željeno vodstvo in tudi trdo prigarano, lahko rečemo. Rokavec vrača Jurkiču. Wunderl. Marciuš, pametno je Marciuš prepustil žogo Turnšku. Še vedno Turnšek. Rešek. Kmetič. Pravočasni Travnikar. V trenutkih nekaj manjših tehničnih težav, visoka podaja je letela pred kazenski prostor domačih nogometašev.
Marcijuš ni uspel ustaviti te podaje oziroma ustavil jo je, a žoga je že bila izven dovoljenega polja. Rokavec je pritiskal na Travnikarja. V naslednjem četrtem krogu je znova pred nami nekaj sila zanimivih in razborljivih obračunov Dravinja pred svojimi navijači gosti Cirkulane, ki so v sezono krenile zares dobro, morda so zaenkrat manjše presenečenje, a danes na tem obračunu zaenkrat zaostajajo z 1-0 in mislim, da tudi glede na to, da je Dravinja pred svojimi navijači ugnala Rogaško, bi sam nekaj več možnosti za točke oziroma za zmago na obračunu naslednjega četrtega kroga med Dravinjo in Cirkulanami dal prav zasedbi Dravinje. Rogaška odhaja na gostovanje v Podvince, ki so v sezono krenili zares pod pričakovanjima, tudi pri Rogaški vsaj zaenkrat zaradi poraza v drugem krogu ne morejo biti zadovoljni, vendar le, če potegnemo črto, bi gostje morali ta obračun obrniti v svojo smer. Šampion bo domače igrišče branil proti Dobrovcam, ki se zaenkrat še ne znajdejo najbolje med tretjeligaško konkurenco. Morda pa jim bo na koncu uspelo narediti korak v pravo smer prav na gostovanju v Celju. Medtem Wunder mirno razrešuje manjšo nevarnost pred svojimi vrati. Marcijuš, lepo Marcijuš proti Rokavcu, še vedno Rokavec. Rokavec v posesti. Logan je poslal Pavloviča, vendar na koncu prehitra podaja za tega nogometaša. Tako Viden kot Zreče sta zaenkrat pri eni zmagi in prav ti dve ekipi se bosta pomerili v naslednjem četrtem krogu. Glede moštva sta ekipi zagotovo izenačeni oziroma kvaliteta enih in drugih je približno na enakem nivoju, tako da je pred nami dvoboj, ki bi lahko bil zanimiv do zadnjega sodnikovega žvižga. Še en kakšen obračun nas čaka v Dravogradu, kjer domači gostijo Bistrico. Dravograjčani, ki si želijo ekspresnega prvatka v drugo slovensko ligo, je jasno, da bodo morali za kaj takšnega premagovati tudi takšne nasprotnike kot so nogometaši iz Bistrice, ki so v formi in iz kroga v krog igrajo na višjem zavidljivem nivoju. Priložnost za goste med tem, vendarle še pravočasno v bloku Šmigoc. Vidimo, da so Cirkulane prevzele pobudo nad tem obračunom v tej drugi polovici drugega polčasa. Korotan pa se bo v naslednjem četrtem krogu pred domačo publiko pomeril proti Šmarje pri Jelšah, ki še čakajo na svoje prve točke. Tako bi Prevaljčani vsaj na papirju vse pričakuje in morali premagati Šmarje. A letos smo že videli presenečenja in v nogometu jasno, nikoli ne veš, kaj se ti pripeti na samem igrišču. Medtem hiter protinapad gostov, v priložnosti se na koncu znašel Marcijuš, a ostala je neizkoriščena in tako izid ostaja nespremenjen. 1-0 za Rogaško, Pandželič med tem s prekrškom in to bo rumeni karton tudi za domačega nogometaša. Prekršek je storil nad Blažem Cesarjem. Bomo videli, ali lahko gostje iz tega standardnega položaja nevarneje zapretijo vrata domačih. Bojnec, uspešnejši znova Rokavec, takoj na levo stran proti Marcijušu.
še vedno Marcijuš, v ogenj pošilja Kmetiča, Kmetič in Blaž Cesar v dvoboju, še en prekršek nad Blažem Cesarjem, ki je danes prejel že kar nekaj teh neugodnih, bolečih udarcev. Mislim, da je ta boleč udarec staknil pri padcu, da vendarle ni bil pregrob prekršek domačega napadalca Kmetiča. Pa vsekakor Blaž Cesar bo stisnil zobe za nadaljevanje tega obračuna. Visoka podaja v napad proti Cimermanu, najvišji v skoku je bil Jurkič. Mešal se je Turnšek, ki takoj na desno stran v ogenj pošilja Pavloviča. Anđelić, na koncu pa prekršek Pavloviča in še en prosti udarec za Cirkulane. Mislim, da je glavna nevarnost oziroma glavna priložnost za goste, da iz teh prostih strelov dejansko iz standardnih položajev iščejo svoje priložnosti. Znova pravočasno izvrat Wunderl in na koncu prekršek gostujočih nogometašev nad vratarjem Rogaške. Nekaj ima sodniku tudi za pripomniti Šmigoc. Vratar Lan Wunderl prišel je iz šampiona iz Celja, v lanski sezoni velja za mladega, perspektivnega vratarja, kar je nekajkrat dokazal tudi danes, predvsem s temi visokimi žogami. Vidimo, da zelo dobro oceni let žoge, pravočasno zapusti vrata. Anđelić, še vrača Šmigocu, Anđelić na desno, kjer se je odkrival Pavlovič. Turnšek, Šmigoc, tokrat do posesti skorajda Pavlovič. Cesar v napad proti Cimermanu. Lepo Bojnec. Belšak, še vedno Belšak. Blaž Cesar. Toda znova na mestu obramba domače ekipe. Trener Rogaške Damjan Romih je kot igralec igral za publikum od prve sezone ustanovitve prve slovenske nogometne lige do leta 1999. Nato se je preselil na Prevalje k Korotanu, po enem letu je prestopil v novopečenega prvoligaša NK Šmartno, kjer je igral 2 sezoni, sledil je prestop v Velenjski Rudar, s katerim je osvojil naslov v drugi slovenski nogometni ligi, a se zaradi napredovanja oziroma zaradi odločitve kluba pri Velenjskem Rudarju niso odločili za napredovanje v prvo ligo, nato pa je pol leta igral tudi v 5. avstrijski ligi. Menjava med tem pri domači ekipi iz igre številko 7 Rokavec v igro številko 22 Romih. V
V igro bo prišel tudi številko 33 Ferčec, ki je v napadu zamenjal številko 14 Kmetiča. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Damjan Romih, strateg domačih, je z Velenjem osvojil naslov v drugi slovenski nogometni ligi ter na koncu kariere igral pol leta v 5. avstrijski ligi ter na koncu še eno sezono pri Šentjurju, kjer je tudi začel svojo trenersko pot. Šentjur so nato iz MNZ Celje preko Štajerske lige in 3. slovenske lige Vzhod pripeljali do 2. slovenske lige, kjer so zasedli odlično 5. mesto. Nato se je odločil za odhod v Celje, kjer je bil pomočnik glavnega trenerja, glavni strateg postal zgolj po eni sezoni, uvrstil se v finale pokala, kjer pa je na koncu z ekipo Celja moral priznati premoč Mariboru po 11 metrovkah. Nato je odšel v Krško, kjer je ostal zgolj polovico sezone in odšel v Dob, kjer je ostal 2 leti, osvojil 2. mesto ter naslov prvaka. Sledil je prehod v Aluminij, kateri je predtem izpadel v 2. slovensko ligo, na koncu pa so med drugoligaško konkurenco z ekipo iz Kidričevega osvojili 2. mesto, naslov in preboj v 1. ligo so praktično izgubili v zadnjih sekundah prvenstva, v dodatnih kvalifikacijah pa na koncu bili primorani priznati premoč Gorici. Še eno sezono je nato prebil v Dobu, nato pa je lani prevzel vodenje Rogaške, s katero pa jasno je izpadel iz 2. slovenske lige. A to bi lahko rekli, je bilo zgolj nekakšno nesrečno naključje. Rogaška jasno je bila v igri za obstanek. Mislim, da so za mesti, ki bi ohranili drugoligaški status, zaostajali zgolj za 2 točki, na koncu pa je Nogometna zveza Slovenije sprejela odločitev, da zaradi pandemije s koronavirusom prekine prvenstvo in posledično se je Rogaška preselila v 3. ligaško konkurenco. Že v lanskem oziroma zimskem prestopnem roku pred lansko drugo polovico lanske sezone so pripeljali veliko število novih obrazov, s katerimi so si želeli zagotoviti obstanek, medtem predložek pred vrata domačih, kjer pa znova kraljuje vratar Wunderl. Pred nami je zadnjih 5 minut današnjega obračuna in seveda nekaj sodnikovega dodatka. Rešek, atraktivno Rešek proti Marciušu. Marciuš brez težav mimo Travnikarja, še vedno Marciuš. V boku Toplak, na koncu ga je žoga zadela v roko in to bo prosti udarec za Rogaško. Brez rumenega kartona za gostujočega branilca, zgolj opozorilo zanj. Medtem še ena zamenjava pri gostih. Iz igre številko 22 Majcen. V igro pa prihaja številko 11 Alen Orlač. Še enkrat več bo prosti strel za Rogaško izvedel Anđelić. Anđelić se z enim strelom na vrata prečka, tokrat rešuje vratarja Zajca. Je pa res, da je tudi vratar gostov dobro posredoval in s tem nekako žogo tudi izbil v kot oziroma v prečko in ta se je na koncu odbila v kot za domače. Na izvedbo znova počasi odhaja Anđelić. Anđelić s predložkom Ptiček.
Ptiček v kazenskem prostoru preigrava, na koncu v bloku Bojnec in to bo še en udarec iz kota za domače. Anđelić proti bližnji vratnici, Zajec je prebral namero oziroma prebral ta direkten strel na vrata, Šmigoc na oddaljenejšo vratnico. Priložnost za domače, tokrat s strelom na vrata Ferčec in obramba Zajca, ki je skozi celoten obračun blestel. Edino stvoril oziroma privoščil si je manjšo napako pri zadetku, ko je vse izgledalo, da ima pod kontrolo, na koncu pa mu je žoga iz rok padla v gol in nekako prav s to napako je Rogaška, kot vse kaže, vsaj zaenkrat prišla do vseh 3 točk na tem obračunu. A še nekaj časa imajo gostje, da pa mogoče vendarle preko kakšnih srečnih spletov okoliščin pridejo do izenačenja. Marciuš. Še vedno Marciuš, vrača Jurkiču, Wunderl na levo stran proti Marciušu, lepo Marciuš, še vedno Marciuš in prekršek Travnikarja, to bo rumeni karton za gostujočega nogometaša. Marciuš izjemno nevaren, prodoren, hiter nogometaš. Nekdanji član Varaždina, Ptujske Drave, Lendavske Nafte, ekipo Rogaške je okrepil v letošnjem zimskem prestopnem roku. Anđelić na desno stran, kjer ima veliko prostora Pavlović v skoku gostje. Rešek, Anđelić, mislim, da je Cirkulanom zmanjkalo tudi nekaj moči. Ferčec je pritiskal na Toplaka, pameten prekršek Ferčca. Zajec z visoko podajo na kvestorju Toplak, vendarle na koncu še pravočasno domači nogometaši. Lipavšek na desno stran, predložek pred vrata, previsoko je bilo za Blaža Cesarja in to bo out za Rogaško. Da je bil to eden izmed zadnjih napadov, zadnjih priložnosti za Cirkulane, da vendarle pride do točke na tem obračunu. Prekršek Cesarja nad Anđelićem. Anđelić bo pametno še pridobil nekaj časa za svoje moštvo in s tem še zmanjšal možnosti za Cirkulane.
Anđelić. Orešek vrača ptičku, da je iskal Marcijuša. Anđelić, mirno, domači nogometaši, Šmigoc, pametno Šmigoc, Šmigoc in Toplak v dvoboju. Še enkrat več je obležal eden izmed domačih nogometašev. Krči grabijo nogometaše Rogaške. Seveda fizično zelo naporen obračun. Tako eni kot drugi so pretekli zelo veliko. Menjava pri domačih iz igre številko 17 Pavlović, igro pa številko 3 Kodelić. Če manj taktična zamenjava stratega Romiha. Prekršek gostujočega nogometaša, tokrat ga je zakrivil Blaž Cesar. Pametno Rogaška nekako krade čas Cirkulanam. Še enkrat več bo ta prosti strel izvedel Anđelić. Anđelić proti bližnji vratnici, na koncu nekaj zmede v kazenskem prostoru Cirkulan. Čvrsto v obrambi domači nogometaši. In glavni sodnik je medtem odpiskal konec tega obračuna, na koncu vendarle zaslužena zmaga Rogaške, ki je že skozi celoten prvi polčas iskala zadetek. V prvem delu je vratar gostov Zajc nekajkrat rešil svojo ekipo, a tako je nekaj podobnega storil tudi v drugem delu, a na koncu pa je prav njegova manjša napaka pripeljala do zadetka Anđelića v 67. minuti, ki je na koncu tudi odločila današnjega zmagovalca, in Rogaška se je vrnila na zmagovita pota, Cirkulane pa doživele prvi poraz v letošnji sezoni. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do naslednjič.